doma težko. Njegovi mlajši bratje niso hoteli, da stanuje pri njih. Bili so namreč njegovi polbratje. Vsi so sicer imeli istega očeta, ki mu je bilo ime Gilead, vendar niso pa imeli iste mame. Zakaj ta stanuje pri nas? So se med seboj pogovarjali. Pa saj vendar ne spada zares k naši družini. Nekega dne bodo nastopili problemi, ker je najstarejši. Ko se naš oče Gilead postara in umre, bo dobil večino dediščine in za nas ne bo ostalo prav nič. Dajmo, naženimo ga proč, so se bratje odločili. In veste, Jefte se je počutil tako zavrženega in osamljenega. Morda se tudi mi kdaj v življenju tako počutimo, da ne spadamo v našo družino ali pa v krog naših prijateljev. Morda se nam zdi, da nas nihče nima rad. Ampak veste, obstaja nekdo, ki nas ima zagotovo rad. To je Bog. Bog v svoji besedi, Svetem pismu pravi, da nas ima raje, kot nas bi lahko imel rad bilo katerikoli drug človek na tem svetu. Nekega dne pa se je zgodilo prav to, česar se je Jefte tako zelo bal. Moral je pobegniti od doma. Nagnali so ga. Veste, kaj so mu rekli? Jefte, ne moreš imeti deleža v naši hiši. Pojdi stran. Pravzaprav so mu s tem povedali, da ne spada v njihovo družino in da ni del družine in da nikoli ne bo. Jefte je pobegnil, še preden bi mu lahko storili kaj hujšega. Zbežal je od svoje družine. Zbežal je od svojega doma, zbežal je celo iz svoje dežele. Čim dlje, kolikor je mogel. Včasih tudi mi tako razmišljamo, da nismo zaželeni in da bi bilo najbolje, da samo gremo nekam daleč proč in da imamo mir od vsega in smo sami. Ampak tako, kot smo povedali na začetku, obstaja nekdo, ki nas ima rad. In to je Bog. Ampak Bog nas nima rad, zato ker bi mi bili tako dobri. Bog nas ima rad, ker nas je pravzaprav On ustvaril. In Bog ve, da nismo dobri, da smo v svojih življenjih storili že veliko, veliko slabih stvari. In vse te slabe stvari, ki Bogu niso všeč, so greh. In greh mora biti kaznovan. Ampak prav iz te ljubezni, s katero nas Bog ljubi, je Bog poslal Jezusa, svojega edinorojenega sina na zemljo, da je On plačal kazen za naše grehe, za vse tisto slabo, kar smo storili mi. Tako zelo nas Bog ljubi. In veste, ko predamo svoje grehe Jezusu, nas On sprejme kot Božje otroke. Sprejme nas v svojo družino in smo zavedno sprejeti in nikoli več osamljeni in zavrženi. Jefte je tako pobegnil iz svoje dežele. Pobegnil je iz domovine in se naselil v eni drugi deželi. In okoli njega so se začeli zbirati možje. In kaj kmalu so postali pogumna skupina pustolovcev. Veste, bili so kot neka majhna vojska, ki se je preživljala z napadi na druga sovražna mesta. In Jefte je bil pravzaprav poveljnik te majhne skupine pustolovcev. Eni izmed njihovih sovražnikov so bili Amonci. In Amonci so nekega dne napovedali vojno nad Izraelom. To so bili mogočni sovražniki. Ni jih bilo tako lahko premagati. Pravzaprav se je v Izraelcih pojavil strah, da bi v tej vojni izgubili. Zato so si mislili, potrebujemo generala. Potrebujemo generala, ki bo sposoben poveljnik in bo lahko zmagal v tej vojski. Kdo bi lahko to bil? Kaj mislite? Koga so imeli v mislih?
Tako je, Jefteja. Tako je ljudstvo poslalo ljudi k Jefteju in so mu rekli: Jefte, vrni se v Izrael. Radi bi, da si v tej vojni ti naš poveljnik. In ko zmagaš v vojni, lahko postaneš sodnik naše dežele. Veste, pozicija sodnika v tistem času je bila zelo, zelo, zelo visoko. In to je bil popoln obrat za Jefteja. Kakšna sprememba! Iz izobčenca, ki je živel v tujini, je Jefte nenadoma postal poveljnik vojske. Bog je v Jeftejevem življenju storil čudež. Jefte se je najprej poskušal pogovoriti z Amonci, da bi se izognil vojni. Vendar ti so bili trdno prepričani, da vojna bo. In prišlo je do velike bitke. V Božji besedi, Svetem pismu, beremo nekaj zelo zanimivega. Gospodov duh pa je bil za Jeftejem. Veste, kaj to pomeni? To pomeni, da je bil Bog, Sveti duh, za Jeftejem in da Jefte ni bil sam v tej vojni. In Sveti duh je dal Jefteju posebno moč in pomoč in mu je pomagal v vojni. Jefte je zmagal v tej bitki. Veste kako? V Svetem pismu dalje piše: Bog je dal Amonce Izraelu v roke. To pomeni, da je Bog bil tisti, ki je določil zmago. In tako kot so Jefteju obljubili, je Jefte res postal sodnik dežele. In v deželi je vladal kar 6 let. Tako kot je Bog dal Svetega duha Jefteju, da mu je dal to moč in pomoč, da je zmagal v vojni, tako Bog daje tudi nam tega Svetega duha. Veste, Sveti duh je v nas in nam pomaga moliti in pomaga nam, da razumemo vse, kar piše v Svetem pismu, ter da se v različnih situacijah znamo odločiti pravilno. In veste, tudi če nas mogoče naši prijatelji ne marajo in nas ne spustijo v svoj krog in se počutimo tako osamljene, ko Bogu predamo vse, postanemo del njegove družine in zavedno lahko pripadamo njemu. Tako kot je Bog uporabil Jefteja in mu pomagal, ga sprejel v svojo družino, tako Bog lahko uporabi tudi tebe. Če te je Bog sprejel za svojega otroka, potem nisi več izobčenec. Potem se ti več ni treba počutiti zavrnjenega in nekoristnega. In prav gotovo ti ni treba pobegniti od doma. Tako kot je Jefte. Bog ima čudovit načrt zate. Lahko te uporabi v svoji družini, lahko te uporabi v krogu svojih prijateljev, da še njim poveš, da če bodo pripadali Bogu, nikoli več ne bodo osamljeni. Samo zaupaj Bogu, da te ljubi in da si sprejet v njegovo Božjo družino. Odložim